Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno odsebine. V svoji družbi danes pozdravljam izjemnega človeka, ki rad premika meje mogočega. Paraolimpijec in parašportnik leta, svetovni in evropski prvak, rekorder in še bi lahko naštevala. A v prvi vrsti človek z izrednim smislom za humor in voljo do življenja. Je motivacijski govorec in resnična inspiracija. Z mano je Darko Đurić. Lepo pozdravljen. Živijo. Zdaj, tako klišejsko, ne, za začetek, kako si kaj, v kakšnem življenjskem obdobju sem te ujela? V bistvu sem dober, malo nenaspan. Sem imel izredno slabo noč za spat, neke more sem tlačile. Da sem malo kaj kontra, da sem dober, pa se me more tlačil. Ampak ne, sem zadovoljen, da trenutno kar se dogaja, tako da čisto lepo uživam življenje in delam stvari, ki me veselijo, tako da se ne moram pritoževati. No. Zdaj, za začetek, ne, preden se zaklepetava, jaz vsakega gosta prosim, če seboj prinese 3 take predmete, ki ga predstavljajo, pa me zanima, kaj si nam ti danes prinesel v studio. V bistvu 3 stvari, ki me dosti definirajo oziroma mi omogočajo, da živim tako, kot živim. Prvo je ta medalja svetovnega prvenstva leta 2013, sem bil svetovni prvak. Mi tudi malo postavlja v javnost, se pravi, da sem bolj prepoznaven postal. Drugo je Imbus ključ, ki je moj redni spremljevalec, zato ker z njim lahko malo svoje noge pošraufam in pa zmeraj zabavno, ki na letališčih razlagam, zakaj imam takle Imbus ključ s sabo. Tretja stvar je pa avtomobilski ključ, ker mi je bilo rečeno, da nikoli ne bom mogel voziti avto ali pa karkoli, pa danes v bistvu kot prvi v Evropi vozim z eno roko, brez kakršnekoli predelave avtomatika, tako da na leto naredim več kot 35,000 kilometrov in mi res omogoča to, da vse te stvari, ki jih počnem, lahko počnem samostojno. To je bila ena od teh mej, ki se je tudi premaknil, ker sem od začetka govorila, da voziš lahko avto, ki ni prilagojen invalidom, ampak je normalen avtomatik, nič ni predelan, ne? Ja, pri nas so zelo take bile pravila, da si mogel, če si imel, koliko sem jaz imel proteze, sem mogel na začetku voziti joystickom in takrat seveda tudi drugače ne bi mogel, ker nisem imel tako dobrih protez. Pa so me po Ameriki v eni kliniki pokazali, da dejansko se da voziti in sem tudi peljal avto, so me posneli. Mi lastnik klinike dejansko svojega terenca dal zapeljati in prvič v življenju, to je bilo leta 2017, sem jaz vozil avto brez kakršnekoli predelave tam po cesti in sem jaz to pokazal Sloveniji zdravniku in je rekel, ja super, ampak ni mogoče, ker regulative oziroma pravila to ne dovoljujejo in res sem rekel, ja, ampak če sem pokazal, da lahko vozim, in pa smo malo dokazali, mi je tudi šel na roko s tem, da me je dal na simulator, da je testiral moje reakcijske čase, ki so bili takrat zelo dobri. Pol pa malo trajali, na koncu meni se je takrat zelo mudil, ker sem se ravno na Nizozemsko odpravljal in to je bilo leta 2017, ko sem šel tja na trening in tisti avto na joystick je bil že bolj truga na 4 kolesih, ker je vse malo po svoje že začel delati in jaz, če bi čakal na nov avto s predelavo, bi bilo zame to vsaj pol leta in bi tisto leto ne bi mogel iti na Nizozemsko in sem bil zelo neočakan. Vedno sem klical, mi boste dali ta izpit, dovoljenje, da lahko vozim brez predelave. Sem dvignil telefon, pa se je oglasil zdravnik, Darko Đurić pri telefonu, pa tako, spet. Ampak na koncu sem dosegel nekako to, da lahko vozim regularno, se pravi, da imam na izpitu dovoljenje in da danes tudi drugi, ki imajo protezo, dejansko lahko to uporabijo in lahko vozijo. Si postavil en mejnik. Zdaj, kako pomembna je bila na tvoji življenjski poti ravno ta vztrajnost? Verjetno si moral biti kar vztrajen in v športu in v življenju, da si dosegal kakšne mejnike, premikal meje. Je vztrajnost ena tista vrlina, ki bi jo dal med svojih prvih 5 lastnosti? Sigurno je meni zelo radi rečejo, da sem za J, ki se nekaj zapičem in to grem in da vse, kar je nemogoče, iščem načine, kako to spremeniti mogoče. Tako da sigurno vztrajnost, da sem zato, ker si ne želim stagnirati in želim napredovati in če vidim, da je nekaj mogoče, zakaj ne bi tega dosegel.
Pa, ta vztrajnost je bila pri športu verjetno zelo pomembna, te pa mogoče kdaj tudi, ne vem, kaznovala v življenju, da je že šla v trmo, ne? Ker vztrajnost in trma sta zelo podobni lastnosti oziroma poimenovanje iste lastnosti. Ne? Ja, verjetno sem bil posebej kot športnik še zelo tak neprijeten pogajalec. Pač vedel sem, kaj hočem. Mogoče nisem znal na najbolj primeren način to skomunicirati. Pač vedno v športu se mudi, pač ti kot športnik nimaš časa 5 let, da se nekaj pogajaš. Moš to v enem mesecu rešiti. Ne? In tisti funkcionarji, ki so tam na svojih stolčkih, pa pač ogledajo zelo široko. Ne? In pol valjda ne prideš ravno skupaj. Ne? In pol takrat se spomnim, sem večinoma pol svoje dosegel s kakšnimi ultimati. Kot zdaj ameriški predsednik, on je postal pozicijo, pa se pol pogaja naprej. Ampak se mi zdi, da če pač veš, da nekaj imaš prav, da se splača temu slediti, da pač prav slediti. Ne? Ampak tisti, ki te nočejo razumeti ali pa ki se malo bojijo tega, te pa pol označijo za trmarske ali pa za jo. Zdaj, leta 2020 si nekako zaključil to svojo profesionalno plavalno kariero. Zdaj, ko lahko že z distanco pogledaš nazaj, ne? Kakšna je bila ta plavalna športna kariera? Kaj ti je dala, kaj ti mogoče tudi vzela v življenju? Dala mi je ogromen. Vzela verjetno tudi kaj. Ampak, tako bom rekel, posebej zdaj, tudi skozi svoje nastope in vse, moram vedno znova skozi te zgodbe, tudi tiste boleče trenutke, poraze. Zdaj bi rekel, da šport mi je dal res veliko. Oziroma, sem se pač kot človek za eno roko, sem se dokazal skozi plavanje. Skozi nekaj, kar mi je bilo rečeno, da ne bom nikoli mogel sploh samostojno početi, sploh lahko plaval. Sem pač na koncu bil svetovni prvak in ljudje to vidijo, cenijo in spoštujejo, nek dokaz vztrajnosti, volje dela. Tako da ogromno ljudi sem spoznal na tej poti, ogromno se je ta prepotoval enih dogodivščin po teh tekmovanjih, ko tudi izven plavanja, ko ni samo tekmovanje, ampak ko ga na koncu zažura z drugimi plavalci, kakšne stvari doživiš, ki jih nikoli v življenju ne bi doživel. Tako da tisto, kar mi plavanje vzelo, mogoče sploh ne bi rekel, da mi je vzelo, ker če slediš enemu cilju, pa se v bistvu ničemu ne odpoveduješ, pač slediš, delaš za to, da to dosežeš. In jaz sem si pač želel paraolimpijsko medaljo, zelo blizu sem prišel, na poti dosegel vse drugo, razen medalje, ampak na koncu, ko sem zaključeval kariero, oziroma jaz na zelo impulziven način zaključil, sem rekel, da imam dosti vsega skupaj in sem pač rekel, ne grem se več. Tudi takrat, ko so igre prestavili za 1 leto v Tokiu, ampak zdaj, ko nazaj gledam, niti trenutka ni žal, da sem začel plavati in niti za trenutek mi ni žal, da sem nehal plavati, se pravi, da sem zaključil to. Se pravi, to obdobje mi je dalo tisto, kar mi je lahko, sem iz njega potegnil maksimum in zdaj živim naprej normalno življenje. Zdaj, uspehi so bili res veliki, svetovni prvak, evropski prvak, 2-kratni svetovni prvak, evropski prvak, 2-kratni parašportnik leta. Uspehi so lepi, ampak verjetno velikokrat pravijo, da veliko se pa naučimo iz neuspehov. In v intervjujih sem videla, da ti si se s temi neuspehi tudi z veliko jeze soočal. Kako si to jezo potem ukrotil? Jeza je bila eno čustvo, ki je bilo prisotno, velikokrat. Ja, jaz mislim, da nekaj 45-krat plaval v finalih na velikih tekmovanjih, na evropskih, svetovnih in paraolimpijskih igrah. Od tega sem bil vsaj 7-krat 4., še nekaj takrat tudi 5., dostikrat po manj kot sekundo oziroma par desetink. Najbolj je zabolelo tisto 4. mesto v Riu, ko sem se v zadnje zaveslaju nekako ostal brez medalje. Jeza je pa vedno prisotna bila, seveda, ker ko greš tja s ciljem, verjameš, da si naredil vse, kar je v tvoji moči, verjameš, da si to zaslužiš, in dokler sem nekako ta sistem, v katerem sem plaval večinoma proti plavalcem z 2 rokama, sem krivil sistem za moj neuspeh, seveda je bila jeza prisotna, motivacija je nihala,
kadar sem bil pa sposoben reči, sam sem se vzel medaljo. Se pravi, sam sem zafrknil zadnji zaveslaj, imel sem vse, se pravi, bil sem pripravljen, da to naredim, pa nisem. Takrat sem lahko šel naprej in pa v bistvu po 2016, ko sem bil še 2018 evropski prvak, da sem se preselil na Nizozemsko. Še eno leto res trdo treniral, zmagal tam na evropskem, pa na koncu videl, da to je to. To je neko prevzemanje odgovornosti za svoje dejanja. Velikokrat v intervjujih poudarjaš, da je to zelo pomembno. Ne? Da najlažje se je dati v vlogo žrtve in tega si ti v življenju nisi velikokrat dopustil, ali si? Mislim, da pride obdobje, ali pa da tudi skozi neko obdobje, ko sem veliko več od drugih pričakoval kot od sebe, da mi je svet nekaj dolžen, da se morajo ljudje z mano ukvarjati. Se pa razočaran, ker ti ljudje tega ne dajo, kar od njih pričakuješ. Na koncu pa res vidiš, da si odgovoren sam za svoje življenje, da kako ga boš živel. Najdeti moč način, da pač tisto, kar želiš doseči, da pač probaš doseči. Najdeti ljudi okoli sebe, da take, ki ti lahko na tej poti pomagajo in pa svoje tiste cilje postaviti na način. Jaz, če bi si zadal, da bom tam preskočil velikanko v planici, pa da bom preskočil svetovni rekord od prejevca, bi bil večni poraženec, bi bil najbolj neuspešen človek na svetu. Ampak če se pa zadaš cilje, katere si realno sposoben doseči, pa ne govorim za to, da mora vsak biti svetovni prvak ali pa najboljši pevec na svetu ali pa največji znanstvenik. Pač nekaj se zadaš, kar želiš v življenju doseči in pol dejansko lahko živiš zelo polno življenje. Ko smo ravno pri petju, si ga kaj izpopolnil, vem, da to ni tvoja najbolj močna stran. Jaz sem prišel do točke, ko pod tušem pojem, da voda ne neha teči, ko jaz pojem. Aha, voda te ima že, te sprejema. Ja, je že tako, ampak mislim, da se je sprijazila z usodo, da ne bo nikoli boljše. Zdaj govoril si o teh postavljanju ciljev. Kdaj v življenju so tisti prvi trenutki, ko si se zavedal, da si začel postavljati cilje, kaj si želiš? Je bilo to že zelo zgodaj? Je to prišlo športom? Mislim, da športom, ko sem iz nekega no-name plavalca prišel do tega, da sem začel nastopati na največjih tekmovanjih, pa se pol tudi dejansko uvrstil na paraolimpijske igre in videl, da sem zraven. Se pravi, da nisem samo nekdo, ki nastopa na tekmovanjih, ampak lahko konkuriram za medalje. Pa sem v bistvu dejansko ta nivo precej dvignil in začel tudi precej bolj resno delati. Kako pa je bilo z ostalimi izkušnjami mogoče v tem času športa? Dobro, nekaj je to, ko vidimo tudi po televiziji, pa se poroča plavanje, rezultati. Kaj pa ta drugi del, prijateljstva, neki ljudje, ki so ostali ali odšli, življenjske izkušnje? Koliko je bilo sploh časa za to ob profesionalnem športu? Pa ga je bilo kar nekaj, vse se vzameš. Kar se tekmovanj tiče, siguran smo se družili z drugimi športniki, spoznavali, prijateljstvo so se sklepali tako, tudi na koncu je bila kakšna žurka, tako da je bilo vedno zabavno. Jaz sem bil tudi precej vedno komunikativen in odprt in sem vedno kakšno družbo najdel. Večinoma veliko tekmovanj sem tudi sam okoli hodil oziroma s trenerjem in sem pač si mogel nekako tisti čas zafilati, da si s kom se podružil, da nisi bil čisto sam. Tako da bi rekel, da je bilo zelo zanimivo. So kakšna prijateljstva ostala vse do danes? S kakšnimi temi vrhunskimi parašportniki, športnicami? Ja, slišimo se občasno iz tujine s kakšnimi, ampak vsak gre svojo pot, svoje življenje naprej in vse pa občasno slišimo, ne pa kakšno rečemo. In tvoja pot te je najprej zapeljala v podjetniške vode, ne? Zdaj pa, kot sem dejala, si motivacijski govorec. Ko sva se pogovarjala za intervju, si izdal tudi, da pripravljaš knjigo, ne? Kaj vse te okupira zadnje čase, zadnje mesece? Po lani, se pravi nekje z novembrom, sem potem se umaknil iz vseh drugih funkcij in dejansko se posvetil samo motivacijskim nastopom. Že dolgo so me nagovarjali ljudje, da naj se temu malo bolj resno posvetim. Prej sem to pač delal, se to reče, uspod z drugimi stvarmi. Nikoli nisem mislil, da to bi želel delati samo kot to.
Ampak nekako odzivi so bili vedno dobri in sem pač vedno več nastopal. Zdaj poleti pa pač malo manj tega, ker ni nekih dogodkov. Prepričal so me tudi v knjigo. Lahko že kaj izdaš, kakšne vrste knjiga bo to? Bo neka samorefleksija, bo biografija, bo motivacijski priročnik? Ja, neka izpoved, mogoče malo še bolj v globino tisto, kar povem, neki občutki. S tem so me tudi najbolj mučili, ker sem vedno zelo kronološko znal na dogodke govoriti, zelo težko v nekih bolj globih občutkih. Tako da tudi ta knjiga mi je v bistvu precej pomagala, da sem del sebe spoznal, ker mogoče sem ga prej dal na stran, se pravi neka čustva, ki jih nisem bil sposoben ali pa pripravljen čutiti, ker sem pač lažje je bilo vedno iti ali eno ekstremno veselje ali pa ekstremna jeza, tisto vmes je bilo pa pri meni zelo nezaznavno, tako da ta knjiga mi je sigurno pomagala, da sem prišel do nekih ugotovitev, ki lahko še napredujem. Vsi pa želim, da tisti, ki jo bojo prebrali, da ne bojo prebrali samo moje zgodbe, ampak da bojo lahko nekaj odnesli od tega, da jim bo pomagala na poti, pri kakšnih izzivih, kako mogoče na drugačen način pogledati na situacijo v življenju. Kaj je mogoče tista največja lekcija, stvar, ki si se jo naučil o sebi skozi proces pisanja te knjige? Da si rekel, wow, to pa sploh nisem vedel, da imam v sebi, ali pa da si odkril kakšne globine, ki jih prej nisi poznal? Predvsem mogoče to soočanje z jezo. Koliko veliko je bilo tega dejansko v mojem življenju, vsi jezo jemljemo kot neko zelo negativno čustvo, kar dejansko mogoče je, ampak je lahko tudi pozitivno. Meni je jeza velikokrat pomagala, da sem neke situacije prebrodil, ki jih mogoče drugače ne bi znal. Ampak se da drugače, seveda, ampak jaz tega nisem znal. Ista situacija na Berglo, ko sem zlomil palco na Evropskem prvenstvu in naslednji dan v bistvu postal evropski prvak. Mislim, da brez jeze, brez tistega izbruha, pa sem totalno budalo naredil iz sebe. Mislim, da do tega ne bi prišel. Ampak kar se pouči me pa to, da se da drugače. Se pravi, da jeza je neko ekstremno čustvo, ki se zgodi, ko se zaletiš v zid, in da dejansko zdaj probam premikati meje svojega razumevanja sveta, ne kot nekega črno-belega dogajanja, ampak da obstaja več variacij, da ni moj prav vedno najbolj pravi prav, da mogoče ima tudi drug še kdaj prav. Tako da veliko enih stvari sem se vseb naučil. Zdaj velikokrat v intervjujih te tudi sprašujejo, če si bil kdaj jezen ali pa žalosten zaradi tega, ker pač tvoja primarna družina ni našla takrat rešitve, da bi ostali skupaj in so te dali v rejo, oziroma ste skupaj s socialnimi delavci se odločili, da je to najboljša pot. Si to jezo kaj predeloval? Oziroma ta čustva, ki verjetno so nekje obstajala, ne? Jaz sem zelo racionaliziral vse to, ampak obstaja pa zavedanje, da pač mogoče kot neka fovšija, zdaj nekdo se rodi z rokami, nogami, ga starši sprejmejo tako, kot je, pa z nekimi napakami. Mene pač niso mogli, Jaz pač sem se rodil pomanjkljivim telesom in zato me starši niso mogli sprejeti. Pač to je dejstvo, ki ga ne morem spremeniti. In v neki točki sigurno neka jeza obstaja. In tudi v veliko mojih reakcijah je bilo želja po pretiranem dokazovanju plus po pretirani sprejetosti. Na eni strani probaš ful pretiravaš v tem, kako boš ustregel drugim ljudem, potem si ful jezen zato, ker mogoče ti ne vrnejo tega v tej meri, kot se ti dajo. In to je tisto mogoče rana, ki ostaja. In jaz ni kar nekaj let sicer, sem do ene knjige prišel, ker prav The Primal Wound, in ravno to obravnava o otrocih, ki so bili zapuščeni ob rojstvu. Ker otrok se naveže na mamo, se naveže na tisto varnost in meni je bilo to odzeto takoj ob rojstvu. Se pravi, 1. do 2. leta se je okoli mene ogromno ljudi zamenjalo. Na kogarkoli sem se navezal, je šel. In jaz v življenju do nekega obdobja se nisem znal navezovati. Ali sem bil ful preveč klingi, in kako bi temu rekel, tisto, da sem nekoga hotel zakleniti, posesivnost. Na drugi strani pa ful tiste ljudi, ki dejansko ti probajo
prideti pod kožo, ti pomagati, te imajo radi iskreno, jih pa odbijaš od sebe. Zato, ker nisi navajen, da te ima lahko nekdo iskreno rad. In pa so te dve čustvi se ful odbijata. Ampak mislim, da še zmeraj nisem toliko star, da ne bi mogel nekaj narediti na tem in da lahko, posebej zdaj, ko sem bil pripravljen si priznati, da ta obstaja rana, da je to travma, da je to nekaj, kar je realno v mojem življenju, da lahko na tem delam in samo percepcijo do tega lahko spremenim. Mi je pa zanimivo, da si pa se dobil svojo biološko mamo in si v bistvu zahvalil, če sem prav razumela, oziroma ji povedal, da je nič ne zameriš. Jaz sem letos, to zdaj pa reče javno povem, ko sem tudi pisal knjigo in seveda sem te stvari malo kopal v sebi in takdaj malo zagrab kakšno čustvo, in sem pač izrazil željo, da bi se tudi z očetom spoznal, ker vsi si želimo neke potrditve in smo bili dogovorjeni, da se dobimo in ni prišel. Tako da jaz sem v tistem trenutku, seveda meni se je svet malo podaril, sem nekih 14 dni sem bil čist out. Na srečo sem imel kar nekaj dogodkov, da sem malo šel od doma, da nisem čist se osamil. Potem sem pa na neki točki sprejel eno pomembno odločitev ali pa sprejel dejstvo, da ne rabim iskati pozornosti ali pa potrditve tam, ki jo ne moram dobiti. To sem celo življenje delal, sem se dokazoval na nekih področjih, ki se ne bi rabil, ali pa ljudem, ki mi niso sprejemali, pa sem se hotel dokazati. Tisti, ki so me, sem jih pa odbijal. In sem se pač hvaležen sem za življenje, ki sem ga dobil, ki so mi ga dali, ampak vse ostalo v življenju, kar imam danes, sem dobil od Debeljakovih Spodbrezij, so mi moja družina, sem dobil od vseh ljudi na poti, ki so mi pomagali, verjeli vame, taj, ki jaz nisem verjel. In sem neko sprostil v sebi, da dejansko sem veliko bolj okej s svojim telesom, da če me nekdo vpraša o invalidnosti, o protezah, o čemarkoli, nimam težave, da če me punca, ki jo povabim na zmenk, zavrne, nisem jezen, žalosten, pa če rečem jebiga, nisem v njenem krogu zanimanja in veliko lažje sprejemam določene stvari, kot sem jih prej. Ja, to zaupanje, to sem tudi zasledila. Velike težave z zaupanjem, to je po moje čisto nekaj običajnega. Se ti zdi, da so šle kakšne tudi te ljubezenske priložnosti mimo zaradi teh težav z zaupanjem v življenju? Da se nisi upal prepustiti? Ja, mislim, da siguren nisem znal tega sprejemati, se pravi, se sprostiti. Tudi enkrat me ena punca, ki sem malo hodila na zmenke, rekla, da čuti, koliko imam nekih barijer okoli sebe, in jaz sem pa totalno sproščena. Dejansko, kakorkoli kdo proba malo bolj blizu mene pride, se bo jaz stop, pusti me na mir. In se v nek svoj toček postaviš in osamiš in probaš iti. Najlažje zaupaš sebi, ker če jaz nekaj naredim, vem, kako bom naredil, težko je pa brezpogojno ljudem pustiti, da nekaj naredijo zate, ampak še enkrat se učim in delam na tem. Nisem še tam, kot si želim biti, se pa siguran premikam naprej. Puščaš vse možnosti odprte, ne? A hodiš kaj na zmenke? Si trenutno samski? Ja, težko rečem. Aha, nedefinirano. Tako v duhu časa, vsaj nedefinirano. Ja, to danes, ko se že reči, situationships, ne hitam se. Marsikdo me vpraša, kdaj pa kakšen zmenki, pa to je pa super, je treba tudi poskrbeti za druge plati življenja. Pa si imel kdaj v glavi to vizijo družine, ne vem, mogoče celo kakšnih otrok? Je to kakšna želja, dolgoročna, ali se trenutno s tem ne ukvarjaš? Ena zanimiva igra oziroma vaja, ko zapreš oči in se sebe predstavljaš nekje čez 5, 10, 20 let in se vidiš v neki vlogi. Jaz se vedno lahko postavim neko vlogo, sem nekje na odru, ki 1000 ljudi me posluša ali karkoli, ampak ko se probam postaviti to vlogo nekega družinskega človeka, je to malo težje, mi neka praznina nastane in to zaupanje tega, kar mogoče nisem imel, nisem začutil in se težje v to vlogo postavim, ampak siguran smisel, da si želim tega, seveda, ker na koncu ne glede vse zunanje potrditve, ki jih človek dobi,
ali pa vas denar, ali pa vse materialne dobrine, ti na koncu vedno nekaj manjka, ker če nimaš neke bližine ali pa varnosti, siguren, vedno samo malo begaš naokoli. Pa sta ti to podobo prave materi in očeta, ne, Debeljakova izpod Brezij, mami Nati, kot ima praviš, si želiš nekaj takega, bi bil to tvoj okvir take družine zdrave, si dobil to pri njih skozi mladost? Kot otrok se spomnim, so se veliko ukvarjali z nami. Tudi mene so ogromno vozili na Sočo, tam za treninge hoje in tako naprej. Brali smo, so nam knjige, ko smo bili majhni, tako veliko lepih spominov je, tako da siguren, če bom kdaj imel možnost biti oče ali pa mož, partner, karkoli, da bom lahko blizu temu. Drugače pa velikokrat poveš, da najraje predavaš mladostnikom, otrokom, ker imajo zelo dober ta senzor za bullshita, kako ti rečeš. Kako te sprejmejo, ne vem, v kakšnih šolah, mladi, se ti zdi, da imajo zadržke do ljudi s kakšnimi pač izzivi, ki jih imaš ti v življenju, ali so neposredni, direktni? Kakšne imaš te izkušnje? Imaš kakšne zanimive prigode iz teh predavanj? Mislim, da imajo veliko manj zadržkov, kot jih imajo odrasli. Ker mladi še zmeraj so manj obremenjeni z vsem prav in narobe. In tudi velikokrat, ko predavam po šolah, zdaj tiste najmlajše, to njim je fascinantno, te noge. To imajo milijone enih izrazov, kako bi ti noge poimenovali. Kako, ne vem, en otrok me enkrat vprašal, kako z eno roko držim prospekt v Postojnski jami, ki ga moraš z dvema rokama držati. Ok, to je eno vprašanje, ki še nisem pomislil. Je pa na mestu. Zelo na mestu, ja. Ampak večinoma se pa tudi, ne vem, so vprašanje, kako iz težke situacije potegniti nekaj dobrega, kako uspeti. In to me vprašala ena učenka 5. razreda. Zelo globoko vprašanje. Ja, tako bi si mislil, 8. 9. razredi nazadnje, ko sem predaval, je bilo na koncu, ko je zvonca zvonila, ponavadi skočijo in grejo, so še spraševali, so učiteljice gledali, kaj se dogaja, in se niso niti bali izpostaviti, pa roko dvigati in vprašati. Tako da Zdaj, če si iskren do njih, da jim probaš tisto predati, ne da sem jaz zdaj pridem tja kot nek car, ki jih razumem, pa jaz povem, kako uspeti, bla, 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 ampak pač podajam zgodbo, zato ker želim, da imajo oni nekaj od tega. Če to začutijo, se tudi bolj odprejo. Kaj pa so tista glavna sporočila, ki jim hočeš predati, da je vse v življenju mogoče, če si želimo? Na katere te izkušnje svoje se opiraš, ko jim predajaš sporočila? Predvsem to, da življenje ni potica, se pravi, da ne bo vedno na poti lepo in da pa če hočeš uspeti ali pa nekaj narediti, da pač moraš iti čez težke preizkušnje, se potruditi, delati za to, da se splača vztrajati na koncu, ne glede na to, kako neka situacija izgleda nepremagljiva, vedno obstaja neka rešitev. Tudi to samo podobo, da danes smo zelo bombardirani, kaj je lepo, kaj ni lepo, kdaj je popolno in tako naprej. Pač, če jaz, ki mi 3 uri manjkajo, grem lahko na zmenk za punco, bo vsak lahko šel. Mislim, tako po eni strani, če malo pretiravam, ampak da jaz v šoli bolj kot s tem, da nisem imel nog, sem se ukvarjal s tem, če se mi ime zvolj naredil. Ali pa ko mi frizura. Čisto običajni najstniški. Ko mi frizura ne šla, če sem imel bad hair day, da je bil to najslabši dan v mojem življenju. Ampak in to mladi vidijo, da jih zanimajo te stvari, kako se spopadati s samo podobo, z vsemi zunanjimi dejavniki. Ja, ko se srečuješ z mladimi, si tudi že dejal, da niso tako slabi, kot jih zdaj hočemo predstaviti, da je veliko potenciala v teh novih generacijah, ne? Samo da jim moramo dati priložnost. Ti imaš veliko upanja v te nove generacije, da so empatični, da so taki sočutni. Pridemo do te odgovornosti, ker mlajša generacija je vedno zrcalo prejšnje. In če mlajša generacija zavožena, kdo jih je zavozil? To je prevzeti, kaj mi dajemo. Jaz vem, kaj lahko dam. Lahko povem zgodbo, lahko jih probam navdušiti za življenje, da se potrudijo in to dajem z veseljem.
Mislim, to je ena stvar, ki jim lahko predam. Če pa jim starši, da se ne rabijo z njimi ukvarjati, dajo jim tablico za to, da on risanke gleda, pa da ne tultam. Fakt, to je njihov problem, ni otrok problem. Jaz izkušnjo imam, ko smo organizirali turnir v odbojki, smo imeli prostovoljce, 15-16-letni fant, to je najbolj priden prostovoljce do vseh. Se je trudil, pomagal, vsak ga videl, kaj rabo pomoč. Če je to generacija, ki je slaba, pol ne vem, kakšna je bila prejšnja generacija, res. In verjamem, da so mladi, vsi želijo, uspeti, vsi si želijo nekaj narediti v življenju. In tudi danes mladi z drugimi informacijami na drug način operirajo, kot so tisti pred nami. Jaz sem zdaj mogoče glih vmes. Se imaš že za starega in modrega ali se imaš še za mladega in polnega ciljev? Ko me kdo kaj vpraša, že tako se za brado primam, pogledam v daljavo in modro močim 3 sekunde, da vzbudim zanimanje, ampak ne. Mislim, ja, sigurno mladi že malo drugače gledajo na svet in življenje, kot jaz gledam. Si bi pa, kaj ti šolari tak čist drugače, ampak nisem več rosno mlad. Kaj pa sicer, Darko, kaj te polni z energijo, navdušuje, ko imaš čas zase? Zdaj zadnjič, ko sva govorila, si rekel, da si bil na 2 koncertih, rad se pelješ, voziš, tudi je nekakšna svoboda. Kaj te navdušuje? Je še kaj prostora za šport v tvojem vsakdanjem življenju? Ja, zdaj se spet malo bolj lotevam telovaditi. Prav pretiravam, ne športom, sem že dosti pretiraval, ampak to, da ostanem fit. Ker na koncu, ko si kupiš novo srajco, pa ti čez en mesec že malo premajhne, se reče, da je treba malo počas zmanjšati obroke. Življenje je lepo, ampak drugače pa ja, koncerti sigurno, kakšna potovanja, izleti, kakšna knjiga, tako da probam si čim bolj zapolniti življenje, tako da mi ni dolg čas. Še eno stvar sem izpostavila v uvodu, ta smisel za humor. Nimaš težav s smislom za humor, tudi če je bolj te črne narave, rad ga imaš, se mi zdi, da ti je tudi verjetno pomagal skozi kakšna težka obdobja, da si se znal malo pošaliti. Ja, mislim, humor osebno zato gledam tako, da ti res pomaga percepcijo spremeniti, ker če neka situacija težka in se nam dostikrat primer, ne vem, ko sem enkrat nekam se mi je mudilo in nove čevlje sem si kupil in ga nisem mogel dati na protezo obuti in sem pač prekleval vse inženirje tega sveta, kako niso pomislili, da pač mogoče kdo ne more z 2 rokama tega obuvati. Potem sem se tako predstavljal, kaj če tam in vesolc gor gleda, tam hoče glih priti na pasta, zemljo, pa nas ugrabati ali pa karkoli, pa mene tam gleda, ki se tako sestavljam, ko ima rezikeje, da pa norim zraven, si reče, fakt, pa ima čim ne zastave, mogoče riše zemljo s tem, ampak tako da, ja, pa če se pogledaš pa z neke te situacije, si pač sam rečeš, ok, jaz sem budala, ko se na neki jezim, ki mogoče na to situacijo tako gledam, in je pa malo lažje. Si kdaj razmišljal, da bi imel tudi, zdaj so popularni te nastopi, vsi imajo svoje predstave, da bi se tudi ti lotil kaj takega, tako malo stand-up biografsko? Ja, stand-up sem že imel, mislim, 2 open mic-a sem bil, je bilo nekaj začudene tišine vmes. Si predstavljam, da si šel kar na nož s svojimi šalami? Ja, nisem zelo pripravil publike, da bi, ampak odzivi so bili kar dobri, ampak zaenkrat je fokus na motivaciji, sigurno tudi kakšno šalo vmes vključen, kdaj. Da malo zbudiš publiko, kdaj ne? Ja, predvsem, če vidim, da mogoče gre preveč v kakšna taka žalostna čustva. Si želim malo ven potegniti iz tega in na kakšen humoren način. Da sem eno šalo, dostikrat povem, pa si, kaj naredi Štajerc, če sem rodil otrok brez noga, pač pošle ga na Gorenjsko. Aha, ta je čist tvoj avtorski. Avtorski je 2025. Kako pa si če se kdo iz tebe norčuje, ne vem, da kakšne šale na tvoj račun, se mi zdi, da nisi preveč občutljiv. Niti na ta, mogoče bi kdo rekel neprimerna vprašanja, si kar
sproščen ob teh komentarjih? Ali si kdaj užaljen, če ti kdo kaj preveč reče? Pride kakšen dan, ko ti gre že vse malo na živce, bi si želel, da ne bi bil obravnavan, kot si obravnavan, ampak večinoma je ni šale, ki je nisem že slišal. Aha, te težko preseneti. Zelo težko me kaj še preseneti, ja. Tako da je tudi v redu, da ljudje si želijo me normalno vključiti v družbo, da je vse manj te stigmatizacije, da pač ko priješ, si upa ljudi kakšno šalo povedati. Jaz to gledam kot nek del sprejemanja drugačnosti. Če obstaja humor na neko drugačnost, pomeni, da jo sprejemamo. Je pa humor tudi en tak dobro orodje, da predreš ta prvi zid do človeka. Ja, sam ne to na zmenkih delati, ker pa nikoli ni drugega. V redu, to bi pa zdaj brezplačni nasvet za prve zmenke. Darko, nič, počasi sva prišla do konca tega najinega klepeta. Jaz se ti res iskreno zahvaljujem, da si vzel čas. Komaj čakam, da v roke dobimo tvojo knjigo. Je naslov že znan mogoče? Je še delovni? Ni še čist definiran, ampak ko bo. Kdaj jo lahko pričakujemo? V jeseni. Torej še letos? Letos, ja. Te držimo za besedo. Upam, da bo šlo vse po planu in da čim prej... Trdno delam na tem, da ko upam to javno povedati, sem že zelo daleč. Že daš v vesolje, Tako je. Skratka, res najlepša hvala, želim ti vse dobro in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala. To je bil Shortcast, hvala, da ste bili z nami.